Dobrodošli v Delovem športnem podkastu. Z vami sem Nejc Grilc. Danes imamo posebno epizodo za konec kolesarske sezone. Naš gost pa je Nace Korošec, selektor slovenske mladinske kolesarske reprezentance. Nace, pozdravljen. Zdravo. Nace, začniva pri najbolj aktualnih temah. V minulem tednu so podelili zlato kolo, v bistvu neko glavno kolesarsko nagrado. Nista jo prejela Slovenca, prejel je Jonas Vingegaard, pa če začneva pri tvojem mnenju, se ti zdi, da je šla nagrada v prave roke? S tem zlatim kolesom je vedno tako, da pač moramo vedeti, da je to nagrada, ki jo podeljujejo Francozi oziroma francoska revija L'Equipe in Francozi so taki, da nekako za njih tur šteje dvojno, ne, in znova so to nagrado podelili zmagovalcu tura, kar ne moramo reči, da ni nezasluženo. No. Sej Jonas je bil na vseh dirkah, kjer je nastopil, mislim, da samo na 2 ali mogoče 3 ni zmagal, ne. Ampak vseeno je moje mnenje tukaj, oziroma moje stališče, da bi si nagrado zaslužil oziroma mogel dobiti Tadej Pogačar, ne glede na to, da lahko še reči, da smo malo pristranski, ampak to, kar on uprizarja, je nekaj neverjetnega. Njegove zmage so izjemne na vseh področjih oziroma vseh elementih dirke je dober, tako na Grand Tourih kot na klasičkih, in to je odlika redkih kolesarjev, no, in zato praktično nikoli ne moramo vedeti, s čim nam še lahko postreže. Je pa pri Tadeju sploh zanimivo to, recimo, vedno ga primerjamo z Eddiejem Merckxom, ampak Eddie Merckx je vendarle zmagoval serijsko povsod v 70-ih letih, ko je bilo kolesarstvo malo drugačno. Vse ni bilo tako zelo strukturirano, kot je danes. Pogledamo Jonasa Vingegaarda, on celo sezono praktično posveti turu in ga potem zmaga, za kar mu kapo dol. Tadej pa dirka od februarja do oktobra in zmaguje vse ostalo, pa še na turu je blizu zmage. Kako Tadeju v tem dobi take specifičnosti kolesarstva uspe biti dober na vseh terenih, da premaguje nekoga, ki se pripravlja samo za klasike? Ravno to je tukaj vedno debata, mogoče tudi pri teh nagradah, kaj šteje več, ali je to dirka po Flandriji, ali so ostali spomeniki, ali so Grand Touri, pač največji med njimi Tour de France, ampak Tadej je kolesar, ki se rodi mogoče na 100 let, in kot je bil recimo Eddie Merckx v tistih časih, tako je danes Tadej. Lahko smo veseli, da je naš, da ga imamo, in to samo priča o njegovem mojstrstvu, ki upam, da ga bo še kazal na še nekaj let. A pa se lahko stroka iz Tadeja kaj nauči, da bi se da iz njega sploh kakšen zaključek potegniti, ali treba reči, da je on pač vesoljc in uživati v takem, kot je, ampak ga ne primerjati s kom drugim? Težko zdaj rečem, da bi primerjal kaj s Tadejem, tudi recimo s fanti, ki se kdaj pogovarjamo, pa da vlečemo kakšne vzporednice, je to zelo težko. Sej Tadej je bil v mladinskih kategorijah čist povprečen oziroma začel potem šele izstopati, in vsako leto nas kaj novega presenetno, tako da bom rekel, kako sem rekel, veseli smo, da ga imamo in uživamo v njegovih predstavah še naprej. Kateri pa je bil zate od vseh Slovencev letos tisti trenutek sezone, ki je izstopal, pa vemo, da je bila izjemna? Sej ravno to je, v teh zlatih časih slovenskega kolesarstva je težko takole po koncu sezone izpostaviti en rezultat. Meni osebno je bil zelo čustvena mi je bila zmaga Primoža Rogliča na Giru. In tam je Primož dokazal, da je psihološko izjemno močan kolesar, in tudi tista zmaga na Višari je bila seveda tudi zaradi slovenske kulise nekaj nepozabnega in bo šlo zagotovo v zgodovino. Naslednje 2 mejnika oziroma rezultata sta seveda Tadejeva medalja v Glasgowu, bronasta medalja v Glasgowu, pa dirka po Flandriji, ki je eden večjih spomenikov. Ne bi pa niti pozabil na Matejovo etapno zmago na turu, ki nam je mogoče že postala povsem samoumevna, in je tudi Matej takrat po etapi v tistem intervjuju, ki je postal zelo viralen, lepo povedal, kaj vse je potrebno za dosego te zmage, čemu se vse profesionalni športniki oziroma kolesarji odrekajo, in tudi urisal, kako tenka je meja med
zmagovalcem in na koncu tismo, ki prečka ciljno črto, drugi. Točno v tem je bila ta Matejeva zmaga tudi meni nekaj posebnega, zaradi tega, ker jasno je, da se Tadej ali pa Jonas ali pa Primož na kolesu matrajo, ampak vseeno, ko oni napadajo, se zdi, kot da gre za njih to skoraj da samo. Ko pa pogledamo Mateja, pa vemo, da vseeno ni fizično toliko dominanten napram drugim kolesarjem in kot ti še tako dobro, kot on zna povedati, razkrijejo vse te težave. Kako težko je dejansko 3 tedne biti na kolesu, se nekako tudi mi počutimo tako zraven, ko gledamo in je bilo zaradi tega res. Je Matej res en kolesar, nekaj posebenega v svetovnem merilu. Ja, Mateja občudujejo tudi vsi ostali, bom rekel, so kolesarji na cestih in ostali športni direktorji. On zna, predvsem zna ubesediti svoje misli, zna lepo povedati in res ta odrekanje oziroma ta pripravljenost, za katero se recimo skrbi, ne vem, 3-4 mesece pred turom, je tista, kar dela take etape še bolj posebne, ne, in pač Matej je to tukaj dokazal, da, tako kot sem rekel, da nam je to postalo že nekoliko samoumevno, in ko sem bil z Matejem na vezi, mogoče nekje na sredini tura, je rekel, da so te hitrosti res nepredstavljive, da je to vsako leto preskoči 1 stopnico, a ne, in rekel, da čaka svoj trenutek, a ne, vemo, da je zelo analitičen kolesar in vse etape imel naštudirane do potankosti, da čaka svoj trenutek, svojo priložnost in z močmi je, bom rekel, kar štedil in vedel, kje lahko pride na svoj račun in vesel sem, no, da mu je to uspelo v takem velikem slogu. Tako sploh po mladi, nekaj imel precej smole, pa je bil tudi dobro pripravljen, ampak imel je smolo na dirki po Flandriji, pa se vrniva še enkrat k Tadeju in dirki po Flandriji, ker že odkar se nam dogaja ta zlata generacija slovenska, kolesarska, ja, smo zmagali Tour, kar je bil presežek, pa recimo, da dirka po Lombardiji je bila pričakovana, pa Liež-Bastogne-Liež, recimo, da pričakovan, ker sta bila blizu Tadejovim karakteristikam. Milano-San Remo je bil čudovit od Mateja, ampak za Flandrijo smo si rekli, to bo pa zelo težko. No, potem pa pride Tadej še na kocke in premaga specialiste, ki so se celo življenje trenirali na teh ozkih cestah, na vetru, na kockah. Če se spomnimo, zdaj že veterana Sepa Van Marka, on je bil v minulem desetletju delal samo za dirko po Flandriji, bil včasih najmočnejši, pa nikoli ni prišel do tega, da bi jo lahko zmagal. Pride pa Tadej Pogačar in si pokori kocke. Neverjetno. Ja, to še enkrat priča o tem, kakšen kolesar je Tadej, ne, in vsi na dirki po Flandriji, oziroma tudi Tadej je v predsezono omenjal dirko po Flandriji kot enega svojih večjih ciljev. Vsi na dirki so vedeli, da Tadej lahko zmaga samo daleč in vsi so to tudi pričakovali, ampak ko je prišlo do tega napada oziroma več njih, ni bilo junaka, ki bi Tadeju tam lahko sledil, ne, oziroma Van der Poel se ga je držal še kot zadnji, ampak je tudi Tadej z njim opravil precej mojstrsko. In moram povedati, da je tudi Tadej še pred dirko po Flandriji z odliko opravil tudi dirko E3, ki je nekako mala Flandrija, se tudi pogovorno imenuje, se nastopa na vseh trasah oziroma na vseh klancih, vzponih, kjer poteka tudi dirka po Flandriji, in tam je Tadej praktično prvič nastopil proti Van der Poelu in Van Aertu, ki slovita kot mojstra teh cest, in tam je z njima ostal do zaključka, kjer sta ga kasneje odšprintala, ampak ne glede na to, Tadej je nastopal na teh dirkah kot mladinec, kot kolesar do 23 let in kot kaže Tadeju, tudi tiste malenkostne impulzi, ki jih dobi njegovo telo iz takih cest, pridejo prav tudi čez leto, 2, 3 in to je, kot sem rekel, izjemen kolesar in veseli smo. No, ko si rekel, malenkostni impulzi, ki jih Tadej nekako sproduciral v znanje, dobil je nekaj malega impulzov tudi iz tlakovcev na dirki po Franciji, ne, zdaj pa za Pariz-Roubaix vemo, da pač enostavno bo verjetno tudi on mogel malo fiziologijo prirediti, ampak vendar ne misliš, da ga lahko, če se bo odločil zmagati tudi Pariz-Roubaix, mogoče čez nekaj let. Ja, moj mnenje je, da je Pariz-Roubaix mogoče še težje zmagati kot dirko po Flandriji. Tam no, vse na vseh klasikah velja, da moraš biti tisti dan v izjemni formi, ampak na Pariz-Roubaix moraš imeti tudi še nekoliko
oziroma kanček sreče. Ampak ja, jaz mislim, da je Tadej Pogačar kolesar, ki se ob primerni pripravi, oziroma če si bo to vzel res kot veliki cilj pomladi, pa mogoče, ne vem, spustil kakšen Tour de France ali pa niti ne, zagotovo lahko kosa, sigurno z najboljšimi, pa tudi napade to sveto kocko. Pa če greva še k drugemu vrhuncu, ki se ga omenil, Tadej Obrano v Glasgowu. To je bila ena bolj brutalnih dirk za svetovno prvenstvo, vsaj v zadnjem desetletju, pa mogoče še dalj. Videli smo Tadeja v ciljnem prostoru komaj še stal na nogah, ampak vseeno, kako je bilo v slovenskem taboru doživeti ta zgodovinski uspeh, ne nazadnje smo ga 20 let čakali. Ja, dirka v Glasgowu je bila res dirka na izčrpavanje. No, in tudi tako, ko smo gledali profile iz Slovenije, se ni zdel krog tako težek, čeprav smo vedeli, ker je že tu potekala dirka Evropskega prvenstva, da zna biti zahteven. Recimo na elite dirki se je naštel približno samo na zadnjih krogih nekje 500 ovinkov, to pomeni vsaj približno toliko pospeševanj, zaviran borb za pozicije. Ne, in tukaj je bilo poleg tehničnega znanja pomembno tudi čim več privarčevati za zaključek dirke. In Tadeju je to kljub ne prav veliki pomoči slovenske ekipe vseeno uspel. Bil je tam, kjer se je dirka lomila, bil je na pozicijah, kjer je lahko odgovarjal na napade in potem, tako kot je sam dejal, oziroma mogoče, ne vem, eden od teh prvih 3 je dejal, da je bil to boj živih mrtvecev. In ja, medalje smo bili pa seveda neizmerno veseli. To je uspeh, ki mogoče na prvi vtis nekaj znova samoumevnega, ampak šele po parih dnevih se lahko zavedamo, kaj je Tadej oziroma celi ekipi uspel. Tam smo bili, mislim, da tisti dan 20 ali 25 članov podpornega osebja, staffa, ki smo praktično vsi, ki smo bili takrat v Glasgowu, smo bili na dirki, smo bili ob cesti, vse z željo pomagati Tadeju do vrhunskega rezultata. In ja, v izčrpujoči dirki priča seveda tudi te dogodki po cilju, pa tudi mogoče to, da ko smo prišli v hotel po dirki na večerjo, smo mislim, da še skoraj 2 uri čakali na Tadeja, ko je prišel v hotel, upravil tiste prve masaže, prve terapije, da je nekako prišel sploh sebi, da je lahko stopil pred tisto zbrano ekipo slovenske reprezentance v jedilnici, da smo potem po večerji lahko mečkam proslavili ta uspeh. Ja, seveda je zasluženo. Tako da upamo, da drugo leto v Zürichu pa mogoče še kolajno kakšnega druga leska, ampak to nas še čaka. Pa če se zdaj iz Tadeja preselva še malo k Primožu Rogliču, glavna zgodba tega zaključka sezone je njegova menjava ekipe. Po 8 letih se je poslovil od Jumbo-Visme, ne nazadnje ne smemo pozabiti od ekipe, ki mu je dala priložnost, ko mu je mogoče kdo drug ne bi, pa hkrati od ekipe, kjer je dosegel vse. Se zdaj selil v novo sredino, ampak saj nam zunanjim opazovalcem se zdi to dobra odločitev, ker ne glede na vse je Tour de France tisto, kar mu še manjka. Ne? Ja, Primož zagotovo sam za sebe najbolj ve, kaj mu odgovarja in ki mu bo dobro. Z njegovo ekipo so zagotovo pretehtali vse ponudbe, vse kombinacije, kam bi lahko odšel, in mislim, da so se odločili dobro. Primož je, oziroma Bora ima zelo dobro oziroma odlično tehnično podporo, tako kolesa in vse ostalo. Imajo nekaj vrhunskih kolesarjev, škoda je izgube Nilsa Polita, ki gre v konkurenčno ekipo, ampak vseeno mogoče, kar me majčkeno skrbi tukaj, so izkušnje ekipe Bore. In vemo, da dirke oziroma Grand Toura se ne da zmagati kar čez noč. Primož pa nima 5 let, da se uči za ekipo. Tako, in malce skeptičen sem, kako se bo ekipa oziroma menedžment odzvala v kriznih situacijah, kjer je recimo konkretno na Touru se treba odločiti v trenutkih, delčkih sekunde, in kako bojo odreagirali, če bo potrebno izpeljati kakšen večji napad za pridobiti kakšno sekundo. Ampak tukaj lahko znova na sceno stopi Primož, lahko prinese nekaj idej, neke dodane vrednosti iz Jumbo-Visme in zagotovo bo z njim rasla tudi cela ekipa. Lepo je, da ima, mislim, da pogodbo
2 ali 3 sezone, to konkretno ne vemo, ampak ja, upam, da mu bo uspelo osvojiti to, kar mu manjka, se bo tako, že zdaj njegova kariera res nekaj izjemnega, tako pa dobila še tisto piko na i. No, pa tudi, če mu slučajno ne uspe osvojiti tura, se saj ne bo mogel zameriti, da ni poskusil še enkrat v sredini s polno podporo, ne? Ker v Jumbu tega enostavno ne bi dobil. Ja, seveda, jaz mislim, da je to pri Primožu tista največja želja, ki ga vodi, da res gre na tur z vso možno podporo. Kot si rekel, ki na turu oziroma Jumbovizmi ni dobil z izjemo tiste nesrečne sezone 2020, ampak ja, tudi jaz osebno si res želim, upam, da mu to drugo leto julija uspe. No, pa ker sva glih pred drugem letu julija, ali v teh dneh je bila predstavljena trasa dirke za naslednje leto. Mogoče malo drugačen tur, kot smo ga vajeni iz prejšnjih let, pa vendarle se zdi neka taka kompletna dirka, ki ne bo favorizirala ne hribolazca na eni strani in ne kronometrista na drugi. Se strinjaš s tem? Ja, zagotovo si to dirko na koncu dela zanimivo, ne. Zelo eksploziven začetek v Italiji. 3 etape, ki bodo že verjetno mogoče izrisale kandidate za končno zmago. Kolesarji bodo mogli biti že od prvega tedna vrhunsko pripravljeni, kar mogoče prej izjema kot pravilo za 3-tedenske dirke, ne. In verjetno bo nekaj pasti predstavljala tudi tista 9. makadamska etapa, pa zagotovo pomembne bodo tudi zadnje 3 etape v Alpah in potem s zaključnim kronometrom v Nici, ki bodo pa zagotovo pokazale, kdo bo zmagal Tour. Ker ravno ti 3 etape se zdijo, po eni strani so pisane na kožo tako Jonasu kot Primožu in Tadeju, ker vsi živijo v Monaku in bojo tiste ceste poznajo na pamet, ampak hkrati pa vemo, da bo sredi julija verjetno 40 stopinj tam vsaj, to pa je voda na mlin Jonasa, kakorkoli obrnemo, ne verjeti, ker vemo, da se v vročini pa počuti boljš kot Tadej. Ja, če se tukaj osredotočimo samo na Jonasa in Tadeja in vse, kar se je zgodilo v zadnjih 2 sezonah, je to seveda evidentna prednost Jonasa pred Tadejem, ampak vseeno mislim, da bo cel tur predstavljal kar nekaj pasti. Ne smemo pozabiti, tudi v igro se bodo mešali, upam, da Primož Roglič, morda tudi Remko. Tudi mladi Ayuso je Vuelto odpeljal zelo odlično in bo praktično krog favoritov je mislim, da širši kot zadnja leta in kar dela dirko na koncu zanimivo. Kar se pa tiče mogoče ravninskih šprinterskih etap, si pa sam osebno zelo želim, da bi Marku Cavendishu uspela že tista rekordna zmaga, ki si jo tako želi, da bi postal vladar etapnih zmag. Jaz sem gledal, da je bil Cavendish kar malo šokiran, je rekel, saj šprinterske priložnosti že so, ampak moram čez hribe priti do njih in bo tudi za Marka verjetno težko, ampak vendarle v Astani bo lahko celo leto delal samo za to. Pa. Res bi bilo lepo, če mu uspe. Tako. Je pa tako kot si že omenil, se mi zdi, da ta tur prenaša, ker z makadamskimi odseki, ki so na papirju za Tadeja, pa recimo s kronometri, ki Jonasu in Primožu ležijo, pa tudi Remku, najbolj Remku še mogoče. Skratka, za vsakega kolesarja se najde nekaj, kar mu je dobro, bo pa zanimivo, ker doslej je Jonas lahko gledal samo Tadeja in praktično to je bila njegova taktična različica stred Tadeja. Tukaj pa se bo dirka zapletla, če ti skoč Primož, Tadej pa ne gre za njima, ga greš ti pokrivati ali ne, če ga greš pokrivati, ali bo Tadej tebi sledil, pa se manj utrudil. Skratka, bo čisto drugačen kompleks tega tura, ne? Ja, sigurno, tu bodo mogoče do izraza prišli mogoče tudi tisti drugi najboljši kolesarji v ekipi, ki bodo lahko mogoče razbremenili kapitane na papirju, pa veliko vlogo bo imela zagotovo tudi posamezna ekipa, ne. Ampak vseeno mislim, da so tukaj, če primerjamo UAE, Jumbo, mogoče Borut, Primoža, vse zelo na nivoju, morda nekoliko za njimi ekipa Remka, tako da pak lahko se veselimo tega tura, zagotovo bo eden bolj zanimivih zadnjih let, kar je praktično tudi, mislim, da cilj organizatorjev, narediti odprto dirko vse do zaključka v Nici. Veliko se pogovori tudi o dvojčku Giro Tour, že seveda od Marka Pantanja, več kot 20 let čakamo na to, ampak se ti zdi, da je v
tako zgoščeni konkurenci sploh še mogoče zmagati dvojček Giro Tour za recimo Tadeja in Remka, ki v tem naj bi razmišljala za naslednjo sezono? Ja, v tej moderni dobi kolesarstva je to zelo težko reči, ker včasih so bile etape oziroma so bili Grand Touri odločeni v tistih hribovitih etapah, kjer se je vedel že vnaprej, kdo je dober. Ne. Tukaj moderno kolesarstvo pa prinaša pasti tako nama, ki damo na spustu, na vzponu, in to mislim, da bo v tej konkurenci zelo, zelo težko. Čeprav sem že nekaj tudi slišal govorice zelo iz zanesljivih virov, da si tudi pri Tadeju v ekipi želijo tega dvojčka Giro Tour, ampak mislim, da to vsaj drugo leto še ne bo prišlo na vrsto, saj vemo, da so drugo leto še olimpijske igre teden po Turu, ki bodo zagotovo tudi posebna želja vseh kolesarjev, tako da mislim, da vsaj zaenkrat ne vidim, da bi bilo to mogoče. No. Je pa še ena zanimiva stvar zgolj kot tvoje razmišljanje, seveda se bo na koncu odločil Tadej in njegova ekipa, ampak gledamo priprave Primoža in Jonasa, kjer se podredita Turu in tudi imata več višinskih preprav, dirkata. Hkrati smo pa videli, so portugalski mediji razkrili, bomo videli, če drži, da Tadej znova načrtuje približno podoben program Klasik kot letos. Se ti zdi, da je možno dirkati od februarja do sredi aprila na vrhunski ravni, pa potem biti za Tur enako pripravljen kot Jonas, ali bi tudi Tadej bilo bolje, če se vse podredi Turu, pa pokaže, da je še vedno kandidat za rumeno? Pa treba se tukaj zavedati, da ima vsak kolesar določene specifike, ne? In Tadej je kompleten kolesar, ne? Dirke Klasike ne predstavljajo dodatnega stresa, kot to mogoče Jonasu in Primožu. One dva rabita prav posebne priprave glih za take dirke. Ne? Tudi mogoče večja verjetnost kakšnih okvar ali padcev je pri njima kot pri Tadeju, saj je tehnično izjemna. Ne? Zagotovo bodo imeli določeno besedo tukaj tudi sponzorji in njihove želje, kaj si nekateri želijo, ampak sam mislim, da si Tadej želi še vedno nastopati, oziroma še vedno se je glih dobro začel nastopati iz belgijske Klasike, dosega tam odmevne rezultate. Ne vem, če bi bila to za njega boljša izbira, da se 100% posveti Turu. Tako da, ja, pač Primož in Jonas sta pa nekoliko drugačna kolesarja. Primož mogoče tudi nekoliko že v letih, ne bomo rekli kolesarskih, ampak vsaka sezona mu šteje, in tako da mislim, da ne izpušča priložnosti. Tako, je pa omenil si olimpijske igre, ki so pa povsem specifična dirka, ne nazadnje enkrat na 4 leta, pa tudi samo 4 kolesarje imajo najboljše ekipe lahko na štartu, Slovenija med njimi, res bomo imeli lahko na cesti vrhunsko četverico, ampak hkrati bo dirka dolga 260 km, v pelotonu bo 150 kolesarjev, od tega po 100 kilometrih verjetno še 70. Povsem drugačna dirka, kot jih spremljamo kjerkoli drugje. Ne, tukaj bi te popravil. Kolesarjev na štartu bo 90. 90, točno. Tako da isto število, tako ženske kot fant, kot moški, in po dobrih 260 kilometrih je vprašanje, kdo bo sploh še dirkal, ker dejstvo je, da so ekipe majhne, kar gre mogoče voda na mlin naši ekipi, saj so ne glede na to in Tadej in Primož navajeni mogoče oddirkati, mogoče tudi Matej, kdaj v kakšni samostojni izvedbi. Recimo vemo, da večjim nacijam, Belgijcem, Francozom, Dancem, Nizozemcem, ki so celotno sezono navajeni nastopati z vrhunsko osmerico oziroma deveterico, bi to znalo predstavljati kakšne večje težave. Ne? In tukaj vidim kakšno možnost za naš uspeh, pa seveda četverica na olimpijskih igrah bo zagotovo izjemna, tako da ima moj stanovski kolega Uroš Muran kar precej sladkih skrbi. Tako, in sladkih skrbi in o taktiki, ne nazadnje tudi v sestavi ekipe, ampak v temu bo Uroš že sporočil odločitev svojo, ko bo. Zdaj pa Nace, seveda ne smeva pozabiti, oziroma ne smeva pozabiti, morava zdaj se dotakniti še uspehov tvojih reprezentantov. Zdaj, ampak
pred uspehi, letos ste postali evropski prvaki in tudi osvojili bron na Evropskem prvenstvu na Nizozemskem. Pa najprej začniva na začetku te zgodbe. Kako se je odvijala zgodba z prihodom oziroma pomočjo Mateja Mohoriča in zastavljanjem drugih temeljev mladinske reprezentance, da smo danes tukaj, kjer smo z evropskim prvakom? Ja, Matej se je že v tisti sezoni 2021, v sredini sezone nekje odločil, da bo finančno pomagal konkretno mladinski reprezentanci, kjer je tudi on sam dosegel prve večje uspehe in tudi naslov svetovnega prvaka. Po tisti sezoni so bile nove volitve predsednika na Kolesarski zvezi, s tem tudi novih selektorjev, kjer sem bil izbran tudi jaz. In pač z Matejem naj veže neko poznanstvo oziroma prijateljstvo iz mladinskih časov, ko smo skupaj dirkali, in Matej je takrat glasno zastavil besedo zame, ponudil vso podporo, tako finančno kot tudi podporo njegove ekipe Bahrain Victorious, in Matej se je zavedal oziroma je videl, da po tisti koronski sezoni mogoče zazeva nekakšna luknja in je videl, da je zdaj čas, da podpre slovensko kolesarstvo in začne nekaj vračati tako v reprezentanci, kot tudi to počne v domačem klubu v Kranju. In potem smo seveda zastavili zelo obširen program dirk s podporo Kolesarske zveze in seveda fundacije Mateja Mohoriča. Smo nastopili na praktično vseh dirkah Pokala narodov, na močnih enodnevnih dirkah in etapnih po Evropi, tako da to je tisto, kar je gledano nazaj v 2 letih zagotovo prineslo velik napredek. Tako, ker za slovenske mladince, pa za vsakega mladinca, za naše pa še toliko bolj ključno, da dirkajo z najboljšimi na težkih dirkah, da se že kot mladinci spoznajo z zakonitostmi dirkanja v Belgiji, pa tudi drugje. Ravno zaradi tega, da če imaš potencial, da ga lahko izbrusiš, ker na dirkah slabšimi ga pač ne moreš. Ne? Ja, potrebno se je zavedati, da konkurenca v Sloveniji ni precej številčna. Dirke so kratke, specifične, veliko imamo kriterijskih dirk in nismo tako kot nekatere velike nacije, ki imajo na domačih koledarjih veliko močnih dirk in predvsem recimo, če za primer lahko dam Francoze, kjer imajo 2000 mladincev, pa se potem kalijo na domačem terenu. Koliko jih pa ti zbiraš? Jaz pa zbiram iz bazena recimo 40-50 kolesarjev. Nekako je to zelo občutna razlika. No? In tukaj je bila edina varianta, ki smo videli, je bila to, da jim omogočimo dobre dirke na mednarodnem nivoju, kjer bodo lahko napredovali in kjer bodo seveda tudi s katero konkurenco bodo tudi dirkali potem na prvenstvih. In to je bilo tisto, mislim, da pa največji korak. Si pa že od začetka sezone nekako oblikoval jedro ekipe, skupaj ste bili na pripravah, tudi ekipa deluje zelo povezana, tu s prijateljskimi odnosi. V vrhuncu vsega je pa bilo to prvenstvo na Nizozemskem. Pa če nas popelješ skozi to, kako se je odvijalo na koncu do zlate kolajne. Veliko kolesarjev je že lani nastopalo v tej konkurenci, tako da so vedeli, kaj jih čaka. In na tistih dirkah v Belgiji, Franciji smo se res kalili kot ekipa, tam res tiste dirke so res možgani kolesarstva, tam se kolesarji res narodijo. In v bistvu je bil to skupek, ta dirka Nizozemska bila skupek celotnih 2 sezon, ves napredek se je pokazal ravno tam, kar sem zelo vesel, da v tistem danem trenutku. Dirka je bila na koncu praktično užitek gledati. In kakšnih večjih popravkov oziroma nasvetov med dirko niti ni bilo potrebno dati, ker fanti niso naredili nobene napake, kot smo jo mogoče na svetovnem prvenstvu, pa smo bili tudi v izjemni formi. Ampak to, kar sem videl zaključek, ko je že na zadnjem tlakovanju oziroma tistem tlakovanjem odseku pridobil neke prednosti in v zasledovalni četverici smo imeli še Žaka, takrat sem vedel, da pač medalja nam ne more več videti. In da sta bile pa 2, je bilo pa to
nekaj nepozabnega. No. In majica svetovnega prvaka, to je pa za vsakega kolesarja in selektorja pač krona kariere, ne, oziroma majica evropska prvaka. Ne. Ja, se pravim, če je bila ena medalja, bi bil zadovoljen, tako je bila pa majica, pa bron in ja, pač težko. Ne moram reči, da nisem zadovoljen, vse to je Lepa normalno. popotnica tudi za naprej. Ne. Tako. Je pa res, da to generacijo Valjavec, Ravbar, Eržen zdaj izgubljaš, ne, odhaja v više starostno kategorijo, ti pa dobivaš nove kolesarje. Pa je tudi za ledje dobro, mislim, imamo Slovenija potencial, ker velikokrat slišimo iz različnih smeri, da ima slovensko kolesarstvo nekakšno luknjo talenta od zadaj, ampak potem imamo prvega in tretjega z evropskega prvenstva, pa se rečemo, očitno vse ni tako črno. Ja, Valjavc sicer še ostaja eno leto, no, ampak ja, generacija 2005, Eržen, Ravbar, Marolt, kolesarji odhajajo. Mislim, da so pripravljeni na U23 nivo oziroma članski nivo, kar je najbolj pomembno, da smo jih v mladinski kategoriji pripravili na ta preskok. Zdaj na ta očitek, da nimamo talenta oziroma da ni nekega bazena, kar sem slišal že pred leti, lahko v teh zadnjih 2 sezonah govorijo naši rezultati. In zagotovo ne bomo imeli vsako leto generacije, ki bo dosegla 2 medalje na Evropskem prvenstvu, ampak mislim, da so tudi zadaj prihajajo obetavni fantje, tako generacija 2007, kjer stopa 2 do 3 kolesari, pa mogoče še bolj obeta tista naslednja generacija 2008, tako da bo pa potrebno razmisliti tudi v smeri, da tej generaciji v mlajših mladincih omogočimo nekaj dirk na mednarodnem nivoju, kar smo letos tudi že postopno začeli izvajati, kjer tudi pridejo v stik s to mednarodno konkurenco, vejo, kaj jih bo čakalo in potem imajo lažji prehod v to U19 oziroma juniorsko kategorijo. Tako, in se potem tudi hitreje lahko naredijo rezultati, ne, ker vemo pa, da tudi cel trend svetovnega kolesarstva gre toliko naprej, da že težko čakaš do 23. leta, da boš naredil rezultat. Ne. Zdaj danes gledajo skauti največjih ekip 17, 18, 19 let stare kolesarje. To je pa tvoja kategorija, tako da ni nepomembno, da v mladincih narediš izstopajoč rezultat. Ne. Ja, danes je kolesarstvo tako napredovalo, da če nisi dober pri mladincih oziroma če ne izstopaš, nimaš nekih dobrih rezultatov, si nekako pozabljen, si nekako v ozadju in potem ti ostane ta kontinentalen nivo slovenskih ekip, kar je še vedno za moje pojme oziroma bi mogel biti zelo dobro pripravljena odskočna deska za naprej. Vsi ti fanti bi mogli 1-2 leti oddelati tudi na temu nivoju. In skrbi pa dejstvo, da oziroma hiter razvoj teh profesionalnih ekip, njihovih razvojnih ekip, pa tudi njihovih mladinskih ekip, kar zdaj se že večina poslužuje. Ne. In tukaj bo mogoče mogla nekaj narediti tudi krovna organizacija UCI, za katero sicer vemo, da je včasih precej počasno sprejemanje nekih pravil, ampak dejstvo je, da fanti, ki imajo podporo iz World Toura oziroma profesionalnih ekip, so že v mladinski kategoriji v precejšnji prednosti proti našim kolesarjem. In tako da, ampak nas je pač, da delamo naprej, se s tem čim manj obremenjujemo in probamo vzgajati nove talente in mogoče jih ustvarjati, ne bom rekel prodajati naprej, ker to pri nas ne gre, ampak da bodo nastopili na največjem nivoju. Tako, narediti po svojih najboljših močeh, kar bo to pomenilo, pa bo. Nace za zaključek samo še vprašanje, kaj si ti za slovensko kolesarstvo želiš v letu 2024? Težko bo preseči sezono 2023, ampak to rečemo vsako leto. Ja, vsak let se nekako tako pogovarjamo. Zdaj, če gledamo z vidika članske oziroma elit kategorije tega profesionalnega nivoja, si zagotovo želim uspešnega dirkanja Primoža Rogliča. Nekako mi je njegova zgodba tako zelo všeč, njegov razvoj in tega bi si zelo želel, da dobi podporo, da on sam pri sebi ve, da je naredil maksimalno, potem pa kar bo to prinesel. Pač bo. Imamo olimpijske igre enkrat na 4 leta, ta generacija je tista, ki bi verjetno lahko s krono vseh teh preteklih let morda dosegla tudi na olimpijskih igrah. Mislim, da bomo imeli verjetno najmočnejšo reprezentanco do sedaj sigurno, no? In veljalo bi tukaj morda kaj izkoristiti.
Če se pa ozrem še mogoče na mojo mladinsko kategorijo, je pa to zagotovo, pač tako kot vedno, so prioriteta prvenstva. Tukaj imamo Švico pa Belgijo, sicer tako v razmaku 10 dni obe dirke, ampak kar smo lahko zdaj videli, zopet obe po naših željah in bomo videli, upamo, da še na kakšno medaljo. Nace, najlepša hvala. Hvala. Vam pa najlepša hvala, ker ste bili z nama in pa se slišimo prihodnjič.